Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj izteka se tudi naš skrajšan mandat. Naša vlada je prevzela odgovornost za izvršilno oblast v državi dan potem, ko je bila razglašena epidemija. In kljub temu, da je bila epidemija pač naš osrednji nasprotnik v tem času, razvoj Slovenije ni zastal. Glede na to, da se v kratkem začne predvolilna kampanja za naslednje volitve v državni zbor, je vlada naredila tudi neko rekapitulacijo in seštevek projektov, ki so bili v tem času izvedeni, projektov, ki so v teku in projektov, ki so odobreni, se pravi, da so vključeni v nacionalne razvojne programe oziroma načrte in je za njih zagotovljeno financiranje. Slovenija je sestavljena iz 212 občin. Ti projekti so razporejeni po celotni Sloveniji. Vlada je v tem času že obiskala tudi vse slovenske regije, oziroma natančno 11,5 od 12, južno polovico srednje slovenske regije bomo obiskali v začetku aprila. In projekti, katerih seznami, vrednosti in časovnice so od zdaj naprej na voljo tudi na osrednji vladni spletni strani, so nekaj največjega v smislu investicijskega zagona države od samega začetka njene ustanovitve. Na tem virtualnem zemljevidu najdete na stotine projektov. Če k tem, ki so našteti, dodamo še nekatere, ki jih še vnašamo in so v veliki meri kombinacija med investiranjem integralnih sredstev iz proračuna, sredstev iz različnih evropskih fondov in občinskih proračunov, potem lahko govorimo o nekaj tisoč razvojnih projektih, ki v tem času potekajo v Sloveniji ali pa bodo potekali, glede na to, da so sredstva zagotovljena. Slovenija gradi in bo gradila vrtce, šole, športne dvorane, domove za starejše, bolnišnice, negovalne bolnišnice, zdravstvene domove, ceste, obvoznice, kolesarske steze, vodovodna in kanalizacijska omrežja, energetske objekte, energetsko bomo sanirali številne javne objekte, gradijo se protipoplavni objekti, zaganjamo vse potrebno za izgradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne. V zadnjem letu smo kot dodatna sredstva poleg tega, kar kmetijstvo in gozdarstvo ter podeželje dobiva iz evropskih sredstev iz prvega in drugega stebra skupne evropske kmetijske politike, za naslednjih 5 let zagotovili tudi 300 milijonov evrov dodatnih spodbud za kmetijstvo in podeželje. Preden se je začela vojna v Ukrajini, ki prinaša neko grožnjo v smislu tega, da je že prišlo do določenih motenj na trgu preskrbe s prehrambenimi artikli. Skratka, na nek način smo že prej zagotovili sredstva, na podlagi katerih bo Slovenija v prihodnjih letih postala v veliki meri prehrambeno samozadostna, enako bo postala energetsko neodvisna, potem ko bomo zgradili energetske objekte, ki so v načrtu. Zdaj preden dam besedo še podpredsednikom vlade, mogoče na kratko predstavitev tega zemljevida. Povejte mi katerokoli občino. Vidim, da se selite v Grosuplje, poglejmo Grosuplje. Zdaj, na začetku so projekti, ki so financirani iz integrale, v drugem delu so projekti, ki so financirani iz evropskih sredstev. Zdaj ponekod so seveda vključeni tudi projekti, ki potekajo
na teritoriju več občin, kot je recimo modernizacija železnic ali izgradnja nekterih regionalnih ali obnova regionalnih cestnih povezav. Tam so pač številke, ki so zraven napisane, številke za celoten projekt, je pa v skupnem seštevku, ki ga tudi vidite na koncu ali pa na začetku, to upoštevano, se pravi, se številke ne podvajajo. Skupna vrednost tega, kar je že na zemljevidu, ni pa še popolnoma vse vnešeno, ker se nekateri projekti še uvrščajo v nacionalne razvojne programe ali pa zdaj, ko so recimo bili objavljeni razpisi za tole primarno zdravstveno mrežo. To bo še vse dodatno vnešeno, ampak to, kar je zaenkrat vnešeno, je skupni seštevek skoraj 8 milijard evrov. Od tega je skoraj 1,5 milijarde evropskih sredstev, tako da gre absolutno za daleč največji investicijski zagon, ki ga je Slovenija kadarkoli bila sposobna zagnati, in po nekaj letih bo to naslednja stopnica v razvoju Slovenije, realna podlaga blaginje, na podlagi tega bodo večje plače, večje pokojnine, boljše službe, več investicij, boljše poslovno okolje, tako da 4 prioritete, o katerih bomo zdaj kasneje govorili na vrhu slovenskega gospodarstva, dobivajo realno podlago v realizaciji teh projektov. Kajti nekatere stvari je potrebno narediti, ker jih doslej nismo. Če greste na Koroško ali pa v Belo krajino, pa govorite o informacijski avtocesti, pravijo, že v redu, potrebujemo, ampak rabimo tudi navadno cestno povezavo, da se ne bomo 2 uri vozili do središča, čeprav bi lahko prišli v 1 uri in tako naprej. Vse te prioritete so tukaj upoštevane, tako da poglejte, od zdaj naprej so ti podatki javno dostopni, lahko jih preverjate, pogledate za vsako občino, tako da opozarjam pa na to, da zemljevid ni dokončen, ker se nekateri projekti pač še verificirajo in bo ta številka zagotovo v enem mesecu narasla še za 100 ali več milijonov evrov.